vprašanja? Prosim, ja. Jaz bi za začetek prosil, če lahko poveste, verjetno, da ste naredili razrez takega, običajno dobimo, ne? Recimo, koliko sredstev se bo namenil za plače, koliko se bo namenil za transfere, za socialne transfere, predvsem pa za naložbe, zlasti podstavke plače in naložbe me zanimajo. Mogoče tudi, kako planirate evropska sredstva. Rad bi pa videl, če mi daste primerjavo realizacijo 2011 pa predlog rebalansa 2012. Ja, gledajte, mi smo se na nek izhodiščni razrez naredili, ga tudi danes predstavili ministrom. Ni pa bil ta razrez na ta način sprejet kot dokončen, a ne? Bil je sprejet kot izhodišče za te pogovore. Mi smo se tukaj iz nekih splošnih pravil izhajali, ne? In v naslednjih dneh bomo z ministri, kot sem rekel, videli, kje točno tudi oni vidijo, da so možne te spremembe. To gradivo je ostalo interno, jaz sem zato ne morem teh informacij dati. Tudi mislim sam, da ne bi bilo pametno, ker se bodo te stvari še lahko spremenile. Do vložitve, če lahko rečem, do vložitve rebalansa v državni zbor je še en mesec. V mikrofon, prosim. Samo, recimo, kar se tiče plač, ki pričakujem, da bo kar velika debata, ali lahko samo daste primerjavo z letom 2011? Ali bo skupna, povejte mi samo, ali mislite, da bo skupna številka enaka ali manjša? Jaz mislim, ne samo da jaz mislim, vlada tako misli, da bo skupna masa plač, skupna številka za vse plače v javnem sektorju nižja letos, kot je bila lani. Za koliko je pa odvisno od teh stvari, ki sem jih prej omenil. Vprašali ste še glede primerjave z realizacijo. Zdaj, tako kot sem prej rekel, naša cena prihodkov je nekje na ravni 7 milijard 800. Naš cilj primanjkljaja je nekaj več kot milijardo. S tem pridemo na zgornjo mejo izdatkov, ki je pod 8 milijard 900. Ne. Glede na lansko realizacijo to pomeni 450 milijonov manj. Ne. S tem, da je bila lanska realizacija približno za 300 milijonov nižja, že kot smo mi recimo še jeseni imeli podatke, ne, ali pa na začetku leta. In seveda, da se že stroški obresti letos povečujejo glede na lani za približno 200 milijonov evrov, kar pomeni 450 milijonov manj glede na lansko realizacijo, pri tem, da moramo nekje najti 200 milijonov dodatnih za obresti, pomeni praktično 650 milijonov manj na vseh drugih področjih, ki jih država financira. Prosim, drugo vprašanje. Sindikati so vlado seznanili s svojimi izhodišči. Gospod Semolič je dejal, da se vlada z nekaterimi izhodišči strinja. Zanima me, s katerimi, ali ste to danes obravnavali tudi na seji vlade in ali bo gospod Janša ta stališča zagovarjal na seji sveta? Mi smo samo dobili obvestilo, da so bila ta stališča ali predlogi, ki so predlogi evropskih sindikatov, čeprav razumem, o tem govorite, bili predani predsedniku vlade, dobili jih bomo, nismo jih še dobili, nismo o njih razpravljali. Je pa res, da verjetno so notri tudi stvari, ki bi bile za nas sprejemljive. Zdaj, če smem, z predstavniki sindikatov se je dobil premier. Ja, ne vlada. Prosim, Milenkovič ima vprašanje. Miha Jenko, Delo. Gospod minister, na hearingu ste rekli, to je mislim, da 9. februarja ste rekli, da boste takoj prihodnji teden začeli iskati investitorje za Novo Ljubljansko banko. Zdaj, minilo je 20 dni, pa me zanima, ali ste v teh 20 dneh že vzpostavili kakšne kontakte, lahko potrdite, da se kdo zanima za Novo Ljubljansko banko, za, bi rekel, nakup deležev v njej, in ali ta vaša današnja napoved že pomeni, da država ne bo prispevala niti evra za dokapitalizacijo NLB iz proračuna. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje me pa zanima, ali vas je kaj presenetil današnji podatek SURS-a, da je Slovenija lani zabeležila negativno gospodarsko rast. Ja. Na to, da ste vodili UMAR, pa da imate tudi nekaj tega, ne poznate. Tudi ko sem vodil UMAR, sem bil včasih presenečen nad kakšno statistično objavo. Ne mislim s tem nič slabega, ampak če bi brez statistike vse vedeli, najbrž ne bi potrebovali. Tako da ta podatek današnji je bil negativno presenečenje. Tudi ocene UMAR-ja so govorili, da bo vendarle pozitivna rast v lanskem, da je verjetno bila pozitivna rast v lanskem letu.
Nas je pa to še utrdilo v tem prepričanju, da je dejansko potrebno strukturo in višino javne porabe prilagoditi tem gospodarskim zmožnostim. Mislim, da bo Umar tudi v dobrem tednu verjetno nam postregel z novo napovedjo za letos. Kot rečeno, smo mi neke rezerve za to pričakovano, nekoliko nižjo napoved si tudi že pustili. Kar se pa tiče Nove Ljubljanske banke, da lahko potrdim, da sem navezoval določene stike tudi že v prvem tednu in da so bili odzivi pozitivni. Zdaj se da več potem ne moram povedati. Mi pa te današnje sklepi se da omogočajo, da ta proces začnemo voditi bolj formalno in se da, ko bodo dogovori, boste o njih obveščeni. Upam pa, da ne veliko prej, ker tudi včasih preveliko obveščene javnosti o pogajanjih, tem pogajanjem lahko škodi in tega mislim, da si ne bi želeli. In da, naš cilj je, da ne bi niti evra dali iz proračuna direktno v Novo Ljubljansko banko. Moja ocena je, da je to možno, ni pa seveda še dogovorjeno. Vprašanje je bilo. Zanima me, se pravi, za enkrat je še vedno cilj, da ne bi vlada prevrčevala letos oziroma zmanjšala porabo glede na lani za 800 milijonov evrov. To ostaja ob vsem, kar se dogaja v negativnih napovedih, ob obresti in vsemu. Cilj je, da primanjkljaj proračuna spravimo na 3% bruto domačega proizvoda. Ne. Kakšna poraba je za to potrebna, je potem seveda odvisno od cene prihodkov. Tako kot sem rekel, trenutno je zgornja meja 8 milijard, nekaj manj kot 8 milijard 900. To pomeni glede na lansko realizacijo 450 milijonov manj, glede na tisti del proračuna, ki niso obresti, se pravi ta primarni del izdatkov po v bistvu 650. Tako da smo tu nekje, nažalost moramo biti. Menite še vedno, potem, kar je bilo objavljeno danes, da pa kar se dogaja z NLB-em, tudi ste rekel, pač cilj je, da država ne bi dala pač teči Evropi, vprašanje, če bo šlo to skozi. V bistvu to je bilo eno vprašanje, a menite, da boste uspeli pač najti neko rešitev, da državi ne bi bilo treba do junija NLB-ju dati denarja, pa če se vam zdi ob vsem tem, kar se dogaja tudi teh 650 tako realno izsvetljivih. Pač. Ja, oboje se mi zdi realno. Skratka, mislimo, da bomo našli rešitev za Novo Ljubljansko banko, brez neposredno udeležbe proračuna pri dokapitalizaciji in tudi seveda menim, da je takšno znižanje izdatkov možno. Na koncu je vlada danes tudi takšen sklep sprejela in razprava med ministri je bila zelo resna in jaz moram reči, da sem več proračunskim razpravam prisostvoval in v nobeni še ni bilo toliko zavedanja, kje smo in kaj bo potrebno narediti. Še kakšno vprašanje? Andreja Baslej, Žurnal 24. Vas je presenetil današnji razpis v delu za predsednika uprave NLB, glede na to, da ste omenjali, da bo mednarodni, to se pravi spet se zahteva slovenščina, a je to usklajeno, me zanima. Kar se tiče proračuna oziroma rebalansa, me pa zanima, gospodarsko ministrstvo je privrčevalo oziroma naredilo nek osnutek vrčevanja pri 30% na realiziran proračun, pa me zanima, so to usmeritve za vsa ministrstva. Ne, to niso usmeritve za vsa ministrstva. Kot rečeno, mi smo neka svoje videnje višine izdatkov po ministrstvih pripravili. Ta znižanja so odvisna od strukture izdatkov, ki jih ministrstva imajo, tudi od tega, od kje imajo vire, ali prihaja del virov iz Evrope, ali pa iz kakšnih drugih namenskih sredstev. So pa različne in to bomo v naslednjih dneh seveda in tednih do sprejema rebalansa še usklajevali. Kar se pa tiče razpisa za predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, jaz mislim, da je to verjetno logična poteza, ki jo je moral nadzorni svet narediti. Ni to bilo z nami usklajeno sicer. Me pa ni presenetilo, mi je po svoje žal, da ni bil mednarodni razpis, vendar kot rečeno, jaz mislim, da bomo v teh pogajanjih z morebitnimi vlagatelji v Novo Ljubljansko banko odprli tudi vprašanje sestave nadzornega sveta, vprašanje razmerij. Tudi država bo morala definirati svojo strategijo, kakšne pravice in kakšen vpliv želi ohraniti na osnovi tega 25% deleža. In potem bomo verjetno, če bo ta dogovor dejansko do konca aprila sklenjen, vsaj kot nek preddogovor,
tudi skupaj z novimi vlagatelji sprejeli dokončne odločitve glede uprave, pa tudi glede nadzornega sveta. Jaz bi dve stvari v zvezi z bankami. Zdaj pri tem, ko se zavzemate za mednarodni razpis, bom izkoristil preko pa vprašal, recimo, če bi dobili nekega bančnika zelo dobrega in znanega v svetu, ali ga je sploh možno plačati po naših veljavnih zakonih? To je ena stvar. Druga stvar v zvezi s tem, ker ste govorili o bankah, me pa zanima, če ste tudi že kaj govorili o odpravi kreditnega krča. Ker mislim, da bojo tukaj potrebni še kakšni drugi ukrepi, ne? Eden od njih je recimo ta, kdaj se bo začel prodajati zasežena stanovanja, pa tudi druga lastnina, potem pa ali bo v proračunskih dokumentih ta obveznost, da se skrajša plačilni roki proračunskih uporabnikov. Zdaj, o teh plačilnih rokih še nismo govorili v proračunskih dokumentih. Glede samega kreditnega krča sta pa tukaj dve zadevi. Eno je, da moramo v Slovenijo dobiti kakšno investicijo, ki bo malo oživila gospodarstvo. Druga stvar je pa seveda tudi to, o čemer govorite. V procesu dokapitalizacije teh pogajanj bo govora tudi o poslovni strategiji Ljubljanske banke. Tudi sam mislim, da je odprodaja naložb eden od načinov, kako lahko pride banka do denarja, ki potem ta kreditni krč umili. Je pa to seveda na obeh straneh problem, drug problem je seveda slabo finančno stanje podjetij, ki bi investirala. Tako da ni samo na bančni strani problem. Prosim. Kako boste plačali tega direktorja, ki ga iščete? Ja, gledajte, če bi to bil direktor, za katerega bi verjeli, da bo najboljši in bistveno boljši od drugih, potem bi najbrž moral pogledati te zakone. Karel Lipnik, Finance. Poleg obresti se letos povečuje potrebe tudi za pokojninsko blagajno in pa servisi v zdravstveno blagajno in pa seveda socialne transfere, predvsem za nezaposlene. Rekli ste, da boste omejili ta del, to pomeni, da boste tudi posegli močneje v ta del, da boste spremenili socialne transfere in pa če je to sploh letos dosegljivo. Zdaj, pokojninski izdatki, transfer iz proračuna v pokojninsko blagajno bo letos zelo podoben lanskemu, ker so pokojnine, usklajevanje pokojnine zamrznjeno, kot veste, mi računamo, da bo ta interventni zakon veljal do konca leta, da se bomo to uspeli dogovoriti. Je glede na sprejeti proračun tam povečan, glede na lansko realizacijo je pa zelo majhno. Glede zdravstvene blagajne bomo seveda opravili nekaj pogovorov z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Mi imamo cel kup idej in predlogov, kako bi lahko teh 150 milijonov znotraj zavoda prihranili, ki ne bi bili tako drastični, kot so bili kakšni, ki so že bili omenjeni. Veliko rezerv je pri kakšnih nabavah še zdravil in podobnih materialov. Tako da to bomo opravili kar nekaj sestankov in to pogledali in tudi pričakovali, da se pač tudi ta zavod obnaša, tako kot si drugi v javnem sektorju. Ali kot se bodo morali. Kaj še bilo? Ja, zdaj nezaposlenih je, kolikor jih je in imajo pravice, kakšne imajo, ampak v sklopu tega celovitega pregleda zakonodaje se bomo pogovorili tudi o tem, ali bi bila tam možna in upravičena kakšna sprememba. Ne bi pa hotel, se pravim, ker bomo te pogovore šele upravili naprej, ničesar napovedovati. Prosim. Rekel ste za NLB, rekel, da je odprodaja naložb eden od načinov, da pač pridobi potrebna sredstva. A vidite tudi, pač bi to načelo veljalo tudi za državo. Bo država pač, rekel ste, strategija je 25% plus eno delnico, ampak so načrtovane tudi prodaje kakšnega premoženja? Ja, seveda so. Zdaj, tudi te upravljavci premoženja to počnejo in skupaj s proračunom se sprejmejo te načrti. Seveda pa to ni direktno prihodek proračuna. To je pač prodaja kapitalske naložbe, ki se lahko uporabi za zmanjšanje dolga ali pa za neke druge kapitalske naložbe, recimo. Ampak skratka, to ni način, kako bi zdaj zmanjševali primanjkljaj kratkoročno. Ja, bi vplivali seveda na breme obresti, če nič drugega.
Sam še to, če lahko Mercator konkretno, NLB prodaja Mercatorja. Vaše mnenje o tem, pač po vsemu, kar se je zgodilo, če bo NLB karkoli prodala, da bi pač izpolnila to, da bi pač s prodajo dobila del sredstev, pač bo težko šla mimo Mercatorja. Kakšno je vaše mnenje o tem prodaji? Pač če lahko poveste mnenje o tem, o propadi zadnji prodaji, glede na tudi Mercator objavil rezultate za lani, pač komu ne gre prav dobro. Ja, zdaj, za Mercator je bilo več ponudnikov, sedaj niso vsi ponujali enake cene. Jaz mislim, da ta prizadevanje banke, da proda svoje naložbe, mora iti naprej. Ne. Zdaj, zakaj točno se je pa Agrokor, ki se je potegoval Mercator, na koncu umaknil, pa jaz težko komentiram, lahko so bili tudi kakšni njihovi razlogi od teh, o katerih se je slišalo, vse pa je tudi ne preveč navdušen sprejem te ponudbe v Sloveniji, to gotovo vplival. Prosim, vprašanje. Nekoliko smo se že dotaknili same zdravstvene zavarovalnice, ki je napovedala, da bodo pričeli oziroma da so primorani za pričeti z varčevanjem. Gospod Fakin pa je pozval vlado naj te ukrepe upošteva tudi znotraj svojega, vašega svežnja ukrepov. Ne? Pa me zanima, kaj to pomeni in kako točno boste to izpeljali. Gospod Fakin je direktor zavarovalnice in kot direktor mora zagotoviti, da zavarovalnica posluje sredstva, ki so razpoložljiva. In jaz mislim, da bo to svojo odgovornost on izpolnil. Ja, dober dan. Še eno vprašanje bi imela in sicer zanima me, v predlaganih odhodkih je predvideno tudi to, da je podaljšan intervencijski zakon do konca leta ali morda še v kakšni strožji obliki. Zaenkrat smo računali, da se podaljša do konca leta. To smo tudi povedali na Brdu v prvem srečanju nove vlade z socialnimi partnerji in seveda upamo, da bo možno socialni dialog peljati v tej smeri. Dobro, še kakšno vprašanje? Še eno zadnje. Samo še sivo ekonomijo. Surs je danes objavil pač podatke, kakšen obseg sive ekonomije, sicer ne ocenjuje, da so tukaj kakšni posebni davčni prihodki, pa me vendarle zanima, ali pač načrtujete kakršnokoli akcijo, glede na to, da sivo ekonomijo naj bi pač povzročila predvsem podjetja, ki poslujejo, to se pravi ne neka skrita podjetja in neznana podjetja, ki pač v bistvu določen del svojih prihodkov pač ne prikazujejo in 2/3 v bistvu te sive ekonomije, ki jo povzročuje ta podjetja, je soglasne, to se pravi, se oba dva strinjata, da boste v bistvu pač neko storitev oziroma izdelek kupila brez računa. Pa me zanima, ali boste tukaj pač sprožili kako akcijo, ker recimo izgubljenega DDV-ja Surs nekako ocenjuje, da je za okrog 200 milijonov samo iz tega naslova. Ja, seveda, zdaj siva ekonomija je problema, ne? Ravno zaradi tega medsebojnega pristanka, ker je to pač nekaj, kar se veliko ljudem zdi normalno. Ne? Ravno zaradi tega, ker je to del nekih navad, da ne rečem specifične kulture, ne? Je to tudi zelo težko spreminjati. Ne? Jaz verjamem to, da siva ekonomija ne nastaja samo zaradi tega, ker ljudje želijo se goljufati, ne? Ampak tudi zaradi preveč zapletenega davčnega in regulatornega okolja. Tukaj bomo začeli neke ukrepe tudi s temi poenostavitvami, ki jih bomo do konca leta pripravili s pavšalnimi obdavčitvami. Recimo, zdaj smo dali v javno razpravo in tudi v medresorsko usklajevanje predlog, da se ukine ta pravilnik, ki omejuje gotovinsko poslovanje na 50 evrov. Tudi to je ena od teh poenostavitev, ki lahko prispevajo k zmanjšanju sive ekonomije. In mislim, da na koncu koncev za varčnejšim pa bolj racionalnim obnašanjem države bodo morda tudi ljudje prej videli, da ima plačevanje davkov kakšen rezultat tudi za njih. Dobro, hvala ministra za ta izčrpna pojasnila.